Kako pa je s podatki o dejanskih čakalnih dobah? Podatki o dejanskih čakalnih dobah so še nekoliko nepopolni v tem smislu, da sistem elektronskega naročanja in elektronskih napotitev še ni v celoti stabiliziran in ta prenova iz prejšnjega sistema poročanja v novi sistem še ni popolnoma dokončna. Večina podatkov je verodostojnih, seveda je pa tudi zavod poziva ministrstvo oziroma Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je nosilec teh dejavnosti oziroma projekta, da bi ta del čim prej uspel dokončati oziroma zagotoviti dejanske konkretne oziroma sproti ažurne podatke od izvajalcev. Pa so torej ti podatki, ki so trenutno na voljo, ustrezna osnova za razrez, za razdelitev denarja, ki bo na voljo za skrajšanje čakalnih dob, za boljšo dostopnost obolelih do zdravstvenih storitev, ki jih potrebujejo nujno? Osnova so nezadostna, ampak so temelj za to razdelitev. Poleg tega zavod, kot sem že omenila, zagotovo pridobiva tudi vse druge mogoče podatke. Vsaka enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje ima pogodbo z izvajalci, kjer stalno spremljamo realizacijo, spremljamo čakalne dobe, spremljamo tudi sami, ne samo prek tega sistema. Izvajamo nadzore, smo neposredno v kontaktih z izvajalci, zato so to še dodatni viri podatkov za bolj konkretne, bolj pravilne odločitve.